Poslušate Tangento, eden od dveh podcastov, ki nastajajo v okviru Jezuitskega kolegija v Ljubljani. Z vami sva tokrat Peter Černe in Janez Gorenc. Danes bomo govorili o prihodnosti. Nekako se nahajamo na koncu leta, ker je tudi ena priložnost za pogled v preteklost in tudi eno obrnjenost v prihodnost. Letošnje leto je, lahko rečemo, unikatno. Prvič v zgodovini, da se je pojavila ena globalna pandemija, nas je v bistvu nekako zaprla, primorala, da se zapremo. Po drugi strani smo pa tudi ugotovili, da danes v globalni družbi je tehnologija se toliko razvila, da praktično si bil lahko povezan z drugim koncem sveta brez težav. Ne? Peter, moral pogledati na začetku malo na preteklost, da veva, kam gremo naprej. Ne? Se pravi, preteklost vpliva na sedanjost, ki vpliva na to na prihodnost. Ne? In smo v enem partikularnem času. No? Čeprav smo že malo siti, da to ponavljamo, ampak... Ja, to je res, ja. Je bilo kar dosti vprašanj o tem, ne? Kar naprej. Jaz sem se dosti o tem z ljudmi pogovarjal in sem prepričan, da ti tudi, ne? Kako bo naprej, ko bo ta situacija minila. Marsikdo se pravzaprav ni hotel prav veliko o tem izražati, zato ker nekateri ljudje prevzemajo en zelo precej pesimističen pogled na zadevo, češ da še ni pametno razmišljati o tem, kako bo naprej, ker naprej bo isto, kot je bilo do zdaj. Ne. Ampak, če razmišljamo malo drugače in če v kratkem pričakujemo spremembe, potem se je pa vredno o tem spraševati, ne, kaj bomo odnesli iz tega časa za naprej. Ne. In ne vem, je kar veliko špekulacij tukaj. Janez, kje si ti v tem, na tem spektru, ne? Optimizem, pesimizem v zvezi s to krizo? Je odvisen od razpoloženja. Ja, seveda, s tem se lahko poistovetim. No, mene to fascinira, ne, že od samega začetka te krize. Kako je lahko ena taka nevidna zadevca, kot je virus, ne, vidimo, ne, zruši en totalen, perfekten sistem, lahko rečemo, ki si ga človek ustvari. Recimo tudi en zdravstven sistem, ne, v primerjavi z našimi starši ali pa prababicami pa pradedki. Mi imamo en sistem, ki je veliko bolj dodelan, veliko bolj tako, ampak kako lahko ena taka zadevca vse na kolena spravi, pa tudi svetovno gospodarstvo. Ne? Ja, vse je bilo popolnoma, oziroma je pohabljeno, ne, zaradi enega mikroorganizma. Ja. Je dokaj absurdno, ja. Vem, ampak... No, po drugi strani, če nadaljujem, mogoče smo tudi v takem okolju zdaj odraščali, ne, da je bilo vse tako dokaj sigurno. Ne. Zdaj, letos pa kar naenkrat ni bilo več jasno, a boš šel ti na morje ali ne boš šel, a boš lahko ali kako boš šel. Ne. Ja, sigurno. Ja. In marsikoga je to čisto iztiral. Ne. Ja, in je en tak, lahko rečemo, traumatičen. Ne. Samo zaprtje, tako, vse sem ga na momente zelo kot traumatično doživljal, ne, se pravi, ne moreš ven, pa tudi, ko greš ven, je tudi ne veš kdo, a boš na začetku kaj tako malo strah. Ne. Sigurno. Tako da po en stran tudi razumem eno, ko bi rekel, reakcijo kakšnih ljudi, ki so malo negativno nastrojeni pred ukrepom. Pač jaz jih vidim predvsem v tem, ne, mogoče z enega tega vidika, da človek ima pa tudi en limit. Če je bil prej navajen, tudi ni tako lahko se držati teh omejitev, ki te omejujejo konec koncev. Ne. Ja. Ja. Ampak po drugi strani pa spet ne, glede na to, da smo se pa zaprli, ne, smo pa začeli tudi, življenje se ni ustavilo, ne. Ker mogoče 20 let nazaj bi se ustavili. Ja, tukaj je šlo pa naprej, ne? Ja. Smo se morali znajti, ker si pač ne moramo privoščiti, ne, da bi vse popolnoma zaustavili.
Tako da tukaj imamo z tega vidika, se mi zdi, da precej sreče. Ne? To je pravzaprav neka sreča v nesreči, da imamo možnost nadaljevati marsikateri proces, ki bi se sicer popolnoma zaustavil. Ne? Se tudi mi dva, recimo, zdaj to, kar počneva, je mogoče kljub tem razmeram, ne? Kar je zelo dobro, česar smo lahko zelo vesela. Ne? Ja, Um, točno tako. Ne? In če pogledaš, jaz kom sem si odglih zaradi tega, ker je nekako vsak dan je ratalo tudi, da se pokličeš prek Skypa, prek Zooma in vseh teh sredstev. Mogoče s kom si se tudi večkrat srečal, kar se drugače ne bi. Ne? ja. Ali pa si se poklical, pa saj, da si se videl. Ne? No, to ja. Ta praksa klicanja, ne, je meni kar ušla v zadnjih letih, se mi zdi, ne, ker je to komunikacijo nadomeščalo srečanje v živo, ne, kolikor je tega srečanja bilo, glede na čas, ki sem ga imel za take stvari. Ne. Zdaj, koga po telefonu poklicati, to je bilo zelo tako, no, ne samoumevno, ne, vsaj zame, recimo. Ne. Zdaj je pa to nekaj, kar na podlagi česar delamo načrte, ne. Se pravi, se dogovorimo, kdaj se bomo poklicali, ne, kdaj se bomo slišali in tako naprej. Ne. Ja, to je nekaj čisto drugega. Ne. To je zame bila kar taka zanimiva sprememba. Ne. Zdaj se pa samo še slišimo, ne, nič več ne vidimo. No, po drugi strani se mi zdi pa prav iz tega se tudi vidi, koliko ima pa človek potrebo tudi po fizičnem stiku. Ne. Ja. Prav, da te vidim. Ne. To so že zadnjič govorila, koliko se v bistvu v komunikaciji izgubljajo informacije, če ni telesnega stika. Zdaj, kaj pa zdaj to vse za prihodnost pomeni, je pa tudi eno drugo vprašanje. Ne. Zdaj vprašanje, kdaj bomo spet v normalnost prišli, pa kaj ta nova normalnost prinese. Zagotovo ne bo isto, kot je bilo. Kot družba smo tudi bogatejši za eno izkušnjo, če malo pozitivno obrnem zadeve. Kaj pa po tvoje misliš, da bo prinesla? Ja, kaj pa vem. Ne. Jaz nisem prepričan, da bodo stvari take, kot so bile prej. Ne. Sigurno se bo marsikaj tako permanentno spremenil. Ne vem, vse to je težko, govoriti na splošno za vse ljudi, ampak recimo, če začnem pri sebi, lahko rečem, recimo, da bom gotovo veliko bolj ozaveščen o raznih higienskih smernicah, kot sem bil prej, ker to zdaj to umivanje rok in razkuževanje in temu podobne stvari, to prej ni bilo, oziroma sem imel neke obdobja, ko sem to redno počel, recimo, vse razkuževanje, seveda roke si človek umije, to je gotovo res, ampak ni pa bilo to zmeraj tisto, kar je bilo v ospredju, kar se tiče razmišljanja in tako naprej. Najprej paziti na to higieno in take stvari. Še ena stvar, ki je postala zelo zanimiva, vsaj zame, je to vzdrževanje razdalje, ki je zdaj v tem obdobju nekaj normalnega, oziroma priporočljivega, ampak imam pa slutnjo, da potem, ko bo teh ukrepov konec, se vsaj zame to zna spremeniti v neko navado, ki se bom težko otresel. Se pravi, ko ti pridejo nasproti ljudje, da se jim kar nekako izogneš, zato ker jih vidiš kot potencialno nevarnost in take stvari. Saj mislim, da je marsikdo tudi na internetu opozarjal, ko so bili uveljavljeni vsi ti ukrepi, opozarjal prav na to, kako se lahko posledično naši stiki popolnoma ohladijo zaradi takih stvari. In te ljudje so, kot sem jaz videl, so doživeli tak buren in v precejšnji meri negativen odziv, češ da izpodkopavajo primernost teh ukrepov, da govorijo proti njihovi koristnosti. Ampak ja, deloma je treba tudi to razumeti. Čeprav potreba po varnosti pa po zdravju sigurno prevlada, vsaj po mojem mnenju. Ampak bomo pa videli, po mojem, da v prihodnosti bomo videli, kaj bo v zvezi s tem prinesel čas in so bila ta opozorila res toliko na mestu takrat. Kaj se bo zgodilo z našimi odnosi? Jaz verjamem, da odnos do bližnjih, do družine, do prijateljev, to bo v veliki meri isto, seveda.
Ampak kaj pa recimo do ljudi, ki jih naključno srečaš na cesti, ne, v mestu? Kako bomo komunicirali s temi ljudmi? To me zanima, recimo, ne. Tudi pri sebi, kaj bom pri sebi opazil. Jaz mislim, da to je pa tudi odvisno od nadaljnega poteka. Ne. Zdaj lahko midva tukaj razpravljava v tem smislu, ampak odvisen tudi, ali bo pol z cepivom ali pa kakorkoli rešitev, če bo prišla. Upam, da bo, ampak če pride do ene rešitve in problematika virusa se do neke mere reši, bo človek, po mojem, tudi počasi nazaj v stalnice vstopal. Ne. Nekaj pa bo zih v zadnje ostalo, ne, se pravi, ena previdnost. No. Ja, ampak gotovo, ja. Sicer jaz tudi vidim, ne, pač možnost, da se ta previdnost ne bo prav dolgo obdržala. Ne. Jaz mislim, da bo podoben vzorec, kot je bil v prehajanje v ta spopad s pandemijo. Ne. Da najprej je bilo precej težko oziroma precej čudno, ne, se navaditi na upoštevanje teh ukrepov. Zdaj, recimo, no, spet, če gledam iz svoje perspektive, se mi zdi nekaj povsem samoumevnega imeti masko na sebi, kamorkoli grem in tako naprej, ne, in si razkužiti roke in take stvari. Ne. To je nekaj povsem navadnega in se mi zdi, da bo podobno potem tudi v času izhajanja iz tega obdobja. Ne. To pomeni, da bo mogoče najprej malo tako, da bomo imeli neke posledice, ne, zaradi teh ukrepov, ki se bodo prenesli naprej, ne, v ta normalen čas, kot je bil prej, ampak bodo tudi te posledice sčasoma zbledele, ne, ampak verjetno ne v trenutku. Ne. Ja. No, pa če gremo mogoče malo širše, ne, jaz mislim, da eno je zdaj to problematika zdravja pa medosebnih stikov. Izziv bo pa sigurno bolj v gospodarskem smislu, ne, pa v vprašanju službe. So mladi danes, a bodo našli službo, ne? Vprašanje prihodnosti v tem smislu, ne, ki je pa bolj mogoče nejasno, ne. Saj za mogoče tiste mlade, ki zaključujejo fakulteto ali pa kdo, ki gre delati po srednji šoli, pa za mlade družine, no, ali pa bilo koga, ne, konec koncev, ne. Zdaj, če izgubiš službo, ni tako lahko, ne. Se pravi, mislim, da bo to en izziv tudi za v prihodnje bolj v tej smeri. Spravi, kako se v tem smislu vrniti v normalno stanje, ne. Ker za marsikoga so se načrti spremenili v trenutku, ne. Za marsikoga, ne. Nekaj sem zadnjič zasledil, ne, da je, pa nisem preveril, nisem šel v fact-checking, tako bi rekel, čez lužo. In je govoril, da so ekonomske posledice med pandemijo hujše kot med vojno bile, ne. Mislim, da ne vem, a je bila omenjena španska gripa ali ne. Moram reči, da sem se kar malo boril s tem negativnim pogledom, no, kot so ga na začetku omenjala, se pravi, bo res tako hudo, a bo hujš, kot je bilo pred parimi leti, ko nas je zadela ta kriza, ne. Pa a se bomo sposobni postaviti na noge kot družba, ne. Ker je pa tudi ena problematika, vidim, jaz bi izhajal z tega vidika, ne, se pravi, tudi to zaprtje pa ukrepi kot travma, ne, se pravi, neka prisila, nekaj, kar ti je odvzetega in vsak drugače reagira, ne. Je pa odvisen tudi od tega, ali si bil soočen z boleznijo bolj od bliže ali te pa ni zadela, ne. To je vprašanje, kako reagiraš na to zadevo. Nekako je pa tudi, se mi zdi, v družbi nekako naredila en razdor, ne, se pravi, je ena napetost tudi v družbi. Sigurno, ja. Zato, ker najbrž je pač velike točke, ne, v katerih se lahko razhajamo, a ne. Ta bolezen je dala veliko takih točk razhoda, a ne. Tista najbolj osnovna, se meni zdi, je ta, ki deli ljudi na tiste, ki verjamejo v resnost situacije, pa v tiste, ki se mi zdi to vse ena velika prevara. In ja, se lahko vprašamo, a ne, kakšne so za koga posledice, ne. Vsak po svoje tukaj trpi, ne. Tisti, ki recimo
ne verjamejo v to, v resničnost, ne, in v resnost situacije, pač gotovo trpijo na ta način, da se mi zdi, da jim je bila ta svoboda vzeta brez smisla, ne, brez potrebe pravzaprav, ne. Drugi ljudje pa prav gotovo zaradi trenutnih razmer. Ne zato, ker mislim, najbrž se zavedamo, a ne, da imajo ti ukrepi smisel, ne, in da nas bodo hitreje pripeljali ven iz tega stanja, a ne, ampak so sami po sebi taki, da povzročajo neugodno počutje, ne, oziroma povzročajo to, da hudo pogrešamo tiste čase, ko tega ni bilo treba prenašati. Vsaj tako se počutim jaz tukaj pri tem vprašanju, ne. No, pa mogoče greva malo bolj na osebno noto. Kaj ti misliš, da nam bo prineslo novo leto? Pa česa te je mogoče strah do neke mere, no? Sigurno, ne, velike spremembe na tem področju, ne. Jaz verjamem, da bo pač letos, v naslednjem letu, se bodo začele stvari sproščati na tem področju, da bo prišla nazaj tista prejšnja normalnost. To verjamem, in si želim, da do tega tudi zares pride in bo ta postopek čim bolj gladko potekal, brez kakšnih razburjenj, oziroma zapletov, in da ne bo ponovnih valov in tako naprej, ne. To gotovo. Ja, čeprav se mi zdi, da kakšne pozitivne stvari gotovo obstajajo, ki bodo z nami ostale. Čeprav eno sem že malo prej omenil, in sicer se mi zdi predvsem ta ozaveščenost, ne. Ozaveščenost o skrbi zase in o skrbi za ljudi, ki so nam blizu, ne. Tukaj smo slišali, vsaj jaz, marsikoga, ki je rekel, da ne bo ne vem kam prišel, da se ne bo ne vem katerih dogodkov udeležil, ker tvega okužbo, doma ima pa ljudi, ki jih ta okužba lahko hudo prizadene, ne, celo usodno, ne. In to so pač taka žrtvovanja, ne. Smo prišli do priložnosti, ko se lahko za druge žrtvujemo na tak način, da se nečemu odpovemo. In mogoče bo ostalo kaj od tega zavedanja, kaj čuti drugi, kakšne potrebe ima, kaj ga ogroža in tako naprej, ne. Saj seveda ne trdim, da tega že prej ni bilo, ampak se mi pa zdi, da bo to vsaj pri meni imel nek pozitiven efekt, ne, efekt okrepitve tega zavedanja. Kdo so moji bližnji in kaj mi pomenijo in kako jih varovati, ne. Kaj pa ti misliš? Ja, jaz bom pa nazaj, če se vrnem. Zame bi bilo tako nekaj, kar me v bistvu teži, ali pa česa ne bi doživel, ne, se pravi, da bi se ta napetost nadaljevala, stopnjevala, kaj je v družbi, ne, se pravi. Ne vem, to je mi tudi fascinantno po eni strani, ne, kako se človek vedno se lahko deli na bele, črne, leve, desne, tiste, ki so spred, zadaj, gor pa dol, pa ne vem, ki verjamejo v virus, ki ne verjamejo v virus, in tako naprej, da ne bom našteval. Kot da bi nekako rabili dva pola, se pravi dva ekstrema, ne. Po svoje je to lahko izziv, ne, če bo pa dialog, ne, se pravi, da pa se spet vračava na prejšnjo epizodo, ampak sveta, ja. Sej, ampak eno zanimivo vprašanje tukaj je, ki ga lahko rezervirava za kakšen podcast v prihodnosti. Ja, ali ljudje te polarizacije na ekstreme potrebujemo, ne? Pričakujemo zmeraj, da se bo nekaj zanimivega dogajalo zaradi tega, a gre lahko kako drugače, ne? Ali lahko kako drugače ravnamo s stvarmi, o katerih se ne strinjamo, ne? Ja, te delitve so gotovo nekaj, kar je zelo prominentno zmeraj, ne. In ob takih kriznih situacijah, kot je, ne, ta trenutna situacija, to gotovo še najbolj pride do izraza. Ja, glej, veš kaj, jaz mislim še eno vprašanje, ne, če se navežem na to. Mislim, da je to ena profesorica moja rekla, ne, da ona zelo črno gleda, da človek, saj spomladi, ki se je govorilo, da bo pa en čas za refleksijo, ki gre lahko človek vase in bo
ogromno navzel iz te situacije, da bo šlo naprej lažje. Ne. Se pravi, zelo en pozitiven pogled na to zadevo. Ne. No, ona je rekla, da ona ne verjame, ne, čisto Aha, realno na tleh. Ne. aha, ja. Če gledaš, ta idealizem je vedno prisoten bil. Ne. Recimo, če gledaš, kako se je rekli v prvi svetovni vojni, vojna, ki bo končala vse vojne, ne, so govorili. Ne. Aha. Pa tudi tako, recimo, ne, če pogledaš situacijo v Jugoslaviji, potem, ko se je zgradila ena država na bratstvu in enotnosti, kako je klavrno končala. Ne, se pravi. Kar hočem povedati, je, da mogoče nekako nam bo nekaj ostalo od tega, ampak nadaljne generacije ne vem, če bodo kaj pridobile. No, se mi zdi, da vsaka generacija mora iti čez en ta proces. Ne. Ja, prav gotovo, ja. Ja. Mogoče pa pozitivna prihaja do ene nove kreativnosti, no, tudi v tem smislu, da se prilagodiš situaciji. Ja, gotovo, ja. Sicer tukaj pri šolanju, ne, to se mi zdi, da odpira še veliko enih dodatnih problemov, ne, oziroma o tem, kaj bodo posledice tega načina šolanja. Ne. To bomo spet videli šele v prihodnosti, ne, če te posledice sploh bodo nastopile. Ampak ja, marsikaj se predvideva, ne, da to so ta leta pravzaprav otrokom v škodo, ne, da bi šolanje moralo potekati samo na lokaciji, samo v živo in ne takole na razdaljo. To je kontraproduktivno in tako. Vse te špekulacije so bile, no, in ja, mene zelo zanima, ali bo to res imeli kakršnekoli dolgoročne posledice, ki so jih nekateri napovedovali ali ne. Ja, no, mislim, je po mojem tudi vprašanje, kako se pristopa k učenju, ne. Sploh v mlajših generacijah, se pravi, osnovna šola, tukaj je velika vloga na koncu pri starših. Ne. Da. In kako tudi staršem pomagati, ali da otroku nekako pomagajo eno odgovornost do samega dela, do šolanja. Rast v temu, no, ampak zdaj, ne vem, a je to, mogoče je ta generacija primorana k temu, kar naša ni bila. Ne. Ja. Bodo pa mogoče malo bolj trša generacija. Ne. Mislim, tukaj je spet tako špekulacije, ne. Lahko bo dobro, lahko bo kaj pozitivnega, negativnega. Ne. In se mi zdi, da danes se tako vrti v tem začaranem krogu. Ne. Ja, res je, ja. Nekako. Nekaj je, pa nekaj ni, ne. Se pravi, Ja, sej, čez to niti ne moreva, ne. Ja. Nekako se mi zdi vse v rokah časa, oziroma tudi v rokah našega vedenja, ne, našega obnašanja do naslednjih večjih premikov v tej krizi. Tukaj so nekako razpeta med špekulacijami o dobrih posledicah, o slabih posledicah. Ne. Ja. In jaz bi vsem našim poslušalcem že zdaj, ker najbrž ne bomo imeli še ene epizode do novega leta, pa do Božiča, vam voščiva vesel Božič in srečno novo leto in upam, da kar preživete s tistimi, katere imate najrajši in kar se da mirno in sproščeno. Do naslednjič se slišimo. Se slišimo.